Gledate oddajo Klepet ob kavi. Evo, mesec je naokoli in čas je za... Energije meseca. V tokratni rubriki izveste, kaj nas torej čaka v juniju na področju karme, feng shuja, numerologije. Vse to torej danes v nadaljevanju. Ob meni pa že pozdravljam Aleksandro Winkler-Drole, torej karmično svetovalko in pravo strokovnjakinjo, lahko rečemo. Pozdravljeni, ja. Pozdravljena. Hvala za povabilo. Jaz sem ti tam že zmešala nekaj zelenega, frišnega, fajn, da seš dobro počutila, da boš zdrava. Super, a ne? hvala. Tako da dober tek ti lahko rečem, da boš imela fajn postavo še naprej. Hvala, hvala. Ja. Pa zdravo dušo, pa zdravo pamet. Pa tudi tele tvoje čarovniške sposobnosti. Bom jaz najprej to začela. Mi, da se še nisva spoznale, ampak jaz se v tebi slišam take fascinantne stvari v teh letih sodelovanja s Klepetom ob kavi, da se nekaj se moram vprašati najprej. Ti si pravzaprav napovedala to stanje, ki ga imamo danes. In to že kar nekaj časa nazaj, ne? Jaz sem se tudi na to stanje sama zelo pripravljala in tudi moje online tečajnike, to so tečajniki nadaljavo, ki se dobimo, včasih smo se dobivali, samo da smo se poslikali skupaj, kaj pojedli, da se pač ne, a ne? In še zmerom delamo. Se pravi, jaz sem se na to stanje dolgo pripravljala, tako imam že 3 leta vse programe nadaljavo, vse smo že preposneli. In tudi v vaši oddaji sem že omenila napoved za december mesec. Kako si to vedela? Kako si pravzaprav vedela, da nas čaka ta koronavirus, tako stanje? Ja, dejansko sem jaz napovedala tako stanje, tako vojno stanje, da človek ni mogel vedeti, kakšno konkretno bo, ker ne moreš vedeti, od kje, kaj in kako bo, ampak dobesedno vojno stanje, a ne? Čez mejo ne smemo, dejansko še z hiše v drugo občino brez potrdila. Mislim, dejansko jaz sem to videla, to stanje, a ne? Ker pač jaz imam tudi take planete, da sem tudi jasno vidna zraven tega, da delam tudi karmične prognoze, napovedujem tehnične stvari in podkrepljene z lastnimi vizijami. In kakšne so vizije za mesec juni? Juni mesec, no, lej... Smejiš se? To je dober. Ja, decembra sem se se nisem mogla, tako da resno. Mene je bolj strah, ko vidiš, da boš mogel skočiti v vodo, da je ledeno mrzla in takrat te je bolj strah, vse, ki si enkrat že not v ledeni vodi, ti ni toliko mrzla. Pač moraš plavati, ne? Preprosto plavaš in se soočiš z dejstvi. Tako da mi smo se dejansko zdaj že soočili s temi dejstvi in dejstvo je, da bo celo leto 2020 v energijskem karmičnem ciklu, nekaj so tudi te karmične cikle, tako ko opisujem v svoji knjigi, pravim, da bo to leto, kakor je bilo leto 1941, če zmerom vztrajam na tem, kar sem povedala za to leto, že prej, ko sploh še ni noben nič vedel, kaj bo. Se pravi, celo leto bo tako, ampak niso vsi meseci taki. Mi zdaj v juniju mesecu smo lahko zelo veseli, ki je nek usodni preobrat, se pravi, nenadna sreča, nenadna priložnost, smo se že malo navadili, čeprav mi dve zdaj precej vnaprej napovedujeva, ampak spet čutim, kako je, če si tam, toliko mesecev vnaprej. In dejstvo je, da se mi čakamo tlele po 21. juniju, ko se karmični cikl obrne in imamo leto in pol trajajoč nov cikl, ki bo za vsakega posameznika spet drugačen. Ampak jaz se zelo veselim tudi svojega, po 21. juniju, eno leto in pol trajajočen ciklu. In tukaj lahko tudi vsakmu posebej zelo natančno povem, na katerem področju ga bo njega najbolj zadlno. Aleksandra, na kaj moramo biti torej pozorni v tem mesecu juniju? Kaj v bistvu nam ti svetuješ? Jaz svetujem, da ubogajmo avtoritete. In imamo tlele vsi na preizkušnji, se pravi, ker je nenadni karmični preobrat, nenadna zadeva. Se pravi, nekdo bo čist mu padla skera v med, se pravi, bo videl ene nove poslovne priložnosti. Drugi bo pa čisto v temi v kleti in ne bo videl, kje je. Se pravi, tisti nenadni preobrat, ki bi ga mogel že prej, se pravi, ponavadi že mi po zimi razmišljamo, kaj bomo spomladi, pa kje bomo usadili, kaj je na vrtu, kaj enkrat pomlad tle že skoraj si zmeden, če se ne pripravljaš. Tako da tiste nenadne priložnosti se začnejo in bom rekla, ni vse tako, bi se reklo, slabo, medalja ima dve plati in najdemo tiste potencijale v sebi, ki zmoremo, se pravi, tukaj je lahko nenadna sreča. Dobesedno vidimo, kakšen norc smo bili, kam smo mi divjali s časom, kam smo mi zapravljali svoj čas. Ljudem se sanja, da bojo ugotovili, da je 2 uri na dan zgubljenega časa, tisto takole ali pa premišljuvaš za brez veze, kot da bi skoraj to, ko si ti poprečno zaslužiš v 2 urah.
tako bi imel denar in bi ga odpihnil v zrak. In to ljudje zapravljamo čas, namesto da bi uživali v mislih, v dejanjih, v besedah, v vsem. Se pravi, mi ugotovimo dobesedno, do kakšne točke smo prišli in kako zdaj planirati dalje. Ponavljam še enkrat, 21. junij je prelomnica, takrat se dobesedno nov cikel začne v karmičnem pomenu in od takrat se jaz tudi malo bolj individualno z vsakim posameznikom, da bolj vidim, kje je on, koliko se je izgubil. Morava vedeti, da kmetje bojo fenomenalno dobro živeli. Računalniški programeri fenomenalno dobro živijo, še nikoli več naročil, kakor zdaj. Trgovine po pošti fenomenalno dobro živijo, še nikoli boljš kot zdaj. Tudi slovenski turizem se bo poleti začel popravljati, ker pač bo prišla nova zakonodaja, pride nova zakonodaja ven, da se pač jim to pomaga, ker je ogromno ljudi odvisno in tudi lepo vreme, junij in naprej pomaga, da se določene temne sile so tudi virusi, jeza, nevoščljivost, zamere, vse to so v človeku temne sile in poletje vedno pomaga sonce odstraniti to v nas, ampak mi moramo zmerom to tudi pri sebi se naučiti kultivirati, da to znamo na mentalnem, pa emocionalnem, pa duhovnem nivoju, pa tudi na fizičnem, se pravi, če te virus napade, je dobesedno to na fizičnem nivoju. Tako da ja, tole tle priporočamo, pa dobro voljo. Aleksandra, zdaj ste rekla 21. junij, da je tak res datum, ki ga moramo imeti v mislih. Pa povej mi, na kaj ne bomo pozorni, v bistvu, kakšne spremembe se lahko kako pripravimo mi na ta datum, oziroma na to karmično spremembo, ki sledi? Ja, zelo individualno. Jaz sem rekla, eno je, če si kmet, drugo je, če si programer, tretje je, če si pa, kako bi se rekel, da imaš svojo obrt, ki zdaj le miruje. Mi se pripravimo za celo leto, da imamo vojno stanje. Znotraj vojne so se eni fenomenalno dobro znajdli, eni pa ne. Se pravi, eni preživijo, drugi pa ne. In to je dejstvo. To je dejstvo. Pa imaš kakšen nasvet za te, ki pač jim slabo kaže, verjetno se pa nekakšna rešitev verjetno obstaja? Ja, sam me more pač, zdaj, če je človek, ki vsaj malo prejema Božje vodstvo, se pravi, da je pozitivna duša, potem sam vidi rešitev, jaz mu še malo več pomagam. Če pa obstajajo ljudje, nekako 5 do 10% jih je, v Sloveniji mogoče samo 5, ki ne prejemajo in njim ne moram pomagati. Rečejo tudi negativne duše jim. Njim ne moram pomagati. A ti jih tako vidiš? Ja, ne, težko jih je videti. Kako je težko videti, kakšne zobe imamo tam zadaj. Še k zobarju greš pa ne vidi. Se pravi, se mi je že zgodilo, da sem kikselna. Se znajo zelo lepo pokazati v eni fenomenalni luči. Tako da težko vidim. Na zunaj so lahko običajni ljudje, lahko celo bolj vljudni, bolj prijazni, tako da, težko. Ja, zelo smo zakamuflirani s temi maskami. Dobro, da se vsi s tem ne ukvarjamo, ker verjetno ni to za vsakega. Ja, ni za vsakega, no, ja. Hvala lepa, Aleksandra. Jaz pa seveda vas vse pozivam na našo novo nagradno igro, ki jo najdete na Facebook strani in sicer Klepet ob kavi, kako se imenuje prva pomoč pri vnetju mehurja in seči. Če spremljate našo oddajo, potem ta odgovor ne bo težek, za vse ostale pa zdaj seveda dajmo prisluhniti še numerološki napovedi Romana Pogorečnik. Dober dan. Pred nami je mesec junij. To je vibracija števila 6. In ta lepa vibracija števila 6 je tista vibracija, ki govori o ljubezni, govori o lepoti, govori o denarju, o umetnosti, vsem tistem, kar si veliko ljudi od nas želi, kaj ne? Šestica bo iz nas prebujala vse, kar je lepo. Bolj mili bomo, bolj graciozni. Šestica nas bo peljala tja, kjer si bomo polepšali frizuro, kjer si bomo manikirali nohte, kjer bomo kupili kakšna lepa oblačila, katerih smo že verjetno željni. Šestica je tista, ki nas bo popeljala v neko družbo. Družili se bomo radi v lepem okolju, s prijaznimi, lepimi ljudmi. Šestica je tista vibracija, ki je rada vesela. Rada se smeji, rada pove kakšno šalo, še rajše jih posluša.
Kaj še imam tukaj v šestici povedano? Aha, a veste kaj, šestica recimo, ne, je pravo nasprotje leta 2020, te štirice. Ker štirica pravi, ne, kar pojdi delat, pa štirica je malo čudna, šestica pa pravi, ne, življenje je lepo, grem jaz po svoje, grem jaz uživati. Tako da tukaj junija, ne, bo predvsem veliko izzivov zaradi tega konflikta med to vibracijo števila 6 iz junija in letom 2020 to štirico. Tako da bomo morali biti pazljivi pri ljubezni in pri denarju. Čuvati moramo, kako porabljamo denar, ali bomo najemali kakšne kredite, ali bomo investirali. Potem pa zelo bomo morali čuvati tudi pri vsaki komunikaciji, še posebno pa moramo biti pazljivi v komunikaciji s svojo drugo polovico, ker tudi tukaj bo življenje prineslo kar veliko izzivov. Začeli so se že maja in nadaljevali se bodo junija. Potem pa pri šestici moramo vedeti tudi, da ker ima vsaka vibracija, tudi slabe lastnosti, ima tudi ta šestica slabo lastnost in to je pa jeza. Tukaj lahko pomislimo na Afrodito. Afrodita je lepa boginja, rada je lepa, rada ima lepo frizuro, rada je lepo oblečena, rada ima nakit, rada ima umetnine, rada ima lepe moške. Če pa česa ne dobi, postane pa jezna. In tukaj vas naj samo opozorim, ne bodimo jezni. Ko se bo jeza v nas porodila, dajmo jo uničiti. Ker če mi ne obvladamo jeze, začne jeza obvladovati nas in se spremeni v bes. In če mi besa ne obvladamo, začne bes obvladovati nas in se spremeni v sovraštvo. Takih grdih čustev pa ne maramo. Zato dajmo znova vklopiti tisti antivirusni program, ki ga imamo mi tukaj v srcu. To je najboljši antivirusni program proti vsem negativnim čustvom. In tudi proti jezi. Zakaj bi nam nekaj šlo na živce? Zakaj bi si nekaj dajali na jetra, v jetra? Zakaj bi si uničevali želodec in oči? Ne rabimo. Bolj, ko bomo ljubeči, bolj, ko bomo vse razumeli, vse ljudi, vse situacije, vse dogodke, bolj, ko bomo sočutni, manj bomo jezni. To pa je ljubezen. Tako da vam za mesec junij želim, imejte se lepo in ljubite sebe in ljubite vse ljudi in vso naravo. Romana, hvala lepa. No, mi pa smo že v studiu zamenjali pozicije in v meni je že Feng Shui svetovalka Tanja Glaža. Lepo pozdravljena. Živja, Neža. Da slišam, kaj si pripravila za mesec junij? Jaz vam rada povedala, kaj so pripravile energije za mesec junij. Še boljš. Ja. Mislim, da bomo mogli kar malo paziti, kar se tiče izgorelosti. Imamo, seveda, hvala Bogu, še vedno je tukaj element ognja, jank ognja. V znaku elementa konja. To je tisto, kar raste. Ampak od zgori na tem ognjem je pa jank voda. To je kot da vre od spodaj pod enim groznim loncem in oba elementa sta jank. In a se bo to uparilo ali se ne bo, to je ena taka večna borba za obstanek, za oblast. Skratka, spodaj velik idej, zgori velik pritiskov nadrejenih, avtoritete, šefov, mogoče, ki je doma tudi moža. To pa nam vsem po večini ni pogodo, a ne da ne. In nekako bo treba se privaditi, da bodo to spremembe črno-belo. Pravi, da so to neke nenehne, nenadne spremembe. Konec koncev element vode ponazarja tisti, ki nas vleče navzdol, žalost, čustvo žalosti. Element ognja je pa element veselja, to, ki nas dviga. In to, ki vsako v svojo smer vleče. Ali pa eno gore, eno dol, je to zelo naporno za nas. Zaradi tega in potem po vseh teh COVID-19 in raznih drugih virusih in ekonomskih težavah ali pa izzivih, da lepše rečemo, da se ne bo tako črnogledo slišalo, res lahko pride do izgorelosti. In odnosi so na preizkušnji. Zlasti vsi, ki so rojeni, recimo, ki imajo znak konja, kače, podgane. Jaz recimo imam kar ena dva od teh znakov in imam vedno pri sebi svojega zaščitnika vola.
Nosim ga pač v torbici, zdaj tukaj sem ga dala v žep, kjer je to tip energije, ki nekako stabilizira ti dve področji. Kar pa še vedno ne pomeni, da lahko počnemo, kar si zamislimo, pa se nam ne bo nič zgodilo. Se pravi, vedno po pameti. Po pameti. Kakšne so pa kaj smernice recimo za urejanje prostora? Tako bomo rekli, zdravje tokrat samo na dveh področjih, slabše še vedno je to področje juga in pa vzhoda. Tukaj se bomo bolj posvetili elementu kovine, se pravi, bomo to področje hladili s kovino, bomo koncentrirali ta slabši tip elementa zemlje na jugu in na vzhodu. Drugače pa lahko aktiviramo krasno za področje zaščitnikov, pa za zdravje področje severovzhoda. Recimo, da se postavimo na področje, da je to severovzhod v prostoru, v stanovanju, jaz se tam usedem, se lepo sprostim in prosim energijo za podporo zdravja. Moj hrbet je tudi obrnjen proti severovzhodu. Severovzhod je tisto naše področje v letu 2020, ki je področje zaščitnikov in v teh mesecih tudi področje, kjer se mi sproščamo, kjer mi prosimo in smo hvaležni za zdravje, ki ga imamo. Se pravi, to je tudi področje vodilnega, ampak če smo že pri zdravju, dajmo to čim bolj podpreti, ker vse vemo, imunski sistem je včasih zelo nestabilen in nepredvidljiv. Res je. Ja. Drugače imamo pa recimo področje, osrednje področje je tako, malenkost se sprosti in ga usklajujemo z elementom zemlje. Se pravi, damo kakšen lep kamen, prodnik, kristal ali kaj podobnega. Drugače pa poudarimo še vedno v prostoru element ognja in pa element lesa je pa tisti, ki nekako balansira. Se pravi, ker je to poletna sezona, ker smo že se mesece že opozarjam, da nam manjka elementa ognja do leta 2023, dajmo vsaj te mesece izkoristiti, ki je ogenj malo močnejši. Se pravi, odprimo okna, nastavimo se soncu, dodaten vitamin D iz sonca je tisti, zelo cenjen za nas. Prižgimo kakšno svečko, zdaj kamina res ne bomo verjetno kurili poleti, ampak mogoče, če so pa že taki večeri, pa mogoče se zberemo od zunaj ob vrtnem oknu. No, lepa ideja, zelo lepa. Kaj pa, kateri so pa zdaj elementi kovine in pa lesa? Les so recimo rastline. Aha, Čim več recimo rastlin na področje v prostoru in sicer na zahodno področje. Usklajujejo stres, nemir in skrbijo tudi za zdravje naših okončin. Potem področje lesa lahko na severnem področju nam podpre kariero. Tam damo kakšno lepo cvetočo lončnico ali pa kakšno tostico. In pa področje lesa usklajuje, recimo kakšno cvetje v vodi, tudi področje severovzhoda, kot sem rekla, usklajuje za področje zdravja in podpira naše zaščitnike. In tak lep šopek, ki ga darujemo za naše zaščitnike na severovzhodu lahko. Torej, rožice. Pri kovini pa sva rekli kaj? Kovina so kovinski dodatki. Lahko je, ne vem, če imamo gong postavimo tja, lahko imamo kakšne kovinske krogle dekorativne, kovinske svečnike. S tem ne mislim, da pržgemo tudi svečo, ampak da postavimo samo ta kovinski element. 2 do 5, najmanj 2 kovinska večja predmeta ali 5 manjših na ti dve področji. To je, da se energija skoncentrira in zbere. No, super. Tanja, kaj še kaj takega za sam konec, kar morava omeniti, torej, kar nam Feng Shui pravzaprav sporoča za junij? Feng Shui nam sporoča za junij, da je to mesec, ko smo bolj družabni, čeprav smo kar veliko časa preživeli v domačem okolju. Tisti, ki imajo veliko otrok, vejo, kako je bila ta družabnost zelo aktivna, že v mesecu Zajca, marcu. Junija je spet ena taka družabnost, ampak to pomeni tudi, da se mi lahko povezujemo. Če ne moramo, tako kot recimo prav na kavici se dobiti, se pa lahko pokličemo s kakšnim videoklicem. Mislim, načinov je veliko, da vzdržujemo poznanstva, da vzdržujemo odnose. Ne samo tiste prav čisto romantične. Nekako bolj večje trenja so na področju, tako kot so nekaj tisti, ki imajo v znakih, zlasti v dnevu rojstva, podgano ali konja. Ti so najbolj izpostavljeni. No, paste, kaj rečemo, pazljivo. Pazljivo, na vsakem koraku biti čuječi. Čuječi.
tako odpreti oči. Torej, Tanja, hvala lepa. Vi pa seveda še enkrat ne pozabite na našo luštno, simpatično nagradno igro, ki se seveda odvija na Facebook strani Klepet ob kavi in sicer vas sprašujemo, kako se imenuje prva pomoč pri vnetju mehurja in sečil. Mislim, da tole ne bo težko, če spremljate vsaj mečka našo oddajo, če ne pa seveda YouTube, pa mečkam prebrskati, pa najdete pravo oddajo.